Lepo pozdravljeni v vijoličnih novicah iz studia Belek. Zraven mene pa bi lahko rekli ta trenutek vroča roba. Žan Vipotnik, napadalec vijoličastih. Žan, priprave? Ja, lep pozdrav vsem. Nič super, vreme nam ugaja, hrana, hotel, igrišče, vse je na top nivoju. Si zmatran? Ne, nisem. Nisi zmatran. Nogometno pot si začel pri Dravini slovenskih konic, pri 14 letih je tak si prvič nastopil v vijoličastem dresu. Ja, res je. Začetki so bili v ND Dravini, kjer sem igral tudi, dobrih 6 let, potem pa se preselil v Maribor pri selekciji U13, mislim. Si kdaj kot otrok pri Dravini razmišljal o tem, sanjal o tem, da bi oblekel vijoličasti dres, posebej zato, ker vemo, da imamo eno močno skupino navijačev, mi tudi Vijole slovenske konice, to že od nekdaj v tvojem rojstnem kraju. Ja, res je, dobra skupina je, poznam veliko fantov in hvaležen sem njim, da tako navijajo za sveti klub. Drugače pa ja, sanje so bile, ne, tako da moram reči, da hvala Bogu sem danes tu, kjer sem, ampak to je šele začetek. 146 golov v mlajših selekcijah, 2016-2017 rekordna sezona, takrat si dosegel 61 golov, od U15 praktično dalje si tudi reprezentant Slovenije. Ja, res je, odkar sem se preselil v Maribor, prva sezona mi je bila težka, ampak potem sem zalaufal in je bilo tako, kako mora biti. Si kdaj računal, kolikokrat so te starši, ker vedno so te starši vozili iz konic, kolikokrat so te peljali na vsak trening, pa čakali, pa nazaj, kaj sigurno so te čakali, ja? Ja, so, vsak dan tudi njim gre velika zahvala, deda, babici, mami, očetu. A tudi deda, babica sta pa sta bila tu, ko je bilo kaj za zaflikati, tako da hvala, ampak ja, šlo jim je 4 ure po dnevu, ne, najmanj, tako da res so veliko žrtvovali za mene. Konice niso daleč, samo če pa je to vsak dan, pa so, ne? Je neka distanca, ja, tudi. Ampak zdaj verjamem, da so vsi skupaj veseli, ne? Ko ti je tako praviš zalaufalo, ne? Iz Maribora si bil na posoji v Gorici, govorimo zdaj v članskem nogometu, in pa v Kranju pri Triglavu. Kako misliš, da ti je to koristilo? Pa ja, nedvomno mi je koristilo, ker obe dve izkušnji sta bili dobrodošli, vsaka pa je bila drugačna, ne, ker v Gorici smo se borili za obstanek, ampak je bilo to, da sem zaživel sam, mogel sem kuhati, pospravljati vse, se voziti, tako da tisto mi je res pomagalo glede življenjskega vidika, ampak tudi nogometnega, občutil sem prvo ligo, kak je igrati, da je čisto drugače in super, ne, ampak rezultati nam niso šli na roko. Pri tem pa, med drugim pa, ko smo bili pri Kranju, pa smo bili res mlada ekipa, živel sem z Cimrom, bilo mi je super, tako da sem še drugo plat videl, kako živeti z nekom, ampak glede rezultatov pa nam je zmanjkalo malenkostno, ne, zadnje 2 tekme, drugače pa je bilo super. A v Gorici si dosegel tudi prvi zadetek v prvi ligi, se pravi prvega nasploh, potem pa zopet nazaj v Maribor. Bom rekel, nekaj časa verjetno ni bilo po tvojih željah. Dobil si priložnost, ampak za napadalca je pač pomembna samo ena stvar, ne? To je gol. Ja, res je. Šanso sem dobil, to se ne morem pritoževati. Takrat mislim, da sem bil preveč neučakan, mogoče malo preveč sem hotel zadetek, ampak potem sem se sprostil in ko bila priložnost, sem jo zagrabil z obema rokama. Prvo priložnost si zagrabil ravno proti Gorici na gostovanju, to je bilo jeseni, oktobra. Tvoj prvi gol, pa potem proti Celju, Muri, 2 proti Bravu, 3 proti Radomljam in na koncu še 2 proti Gorici. 10 golov. Si zadovoljen? Ja, seveda. To še ni končna številka. To je res, da, ampak za ta čas sem zadovoljen. Tudi novinarji, ki so tu na pripravah, namreč že tu si tudi dosegel 2 zadetka, so rekli, bilo kaj vipi, vdari, gre v gol. Ja, zaenkrat je res bilo tako in upam, da bo še v prihodnje. Dobro, mi smo nekaj tvojih fotografij tudi iz otroštva zbrskali, dobili, malo bomo jih pokomentirala. Tu si motoriziran tornado, ne vem, kako vozilo sicer to je.
Ampak vsekakor elektrika, verjetno štirikolesnika. Ja. Sicer se rad voziš, si se rad Pa vozil? ja, kot mali sem bil Ja. skozi, imel sem oni mini motor, kaj se je imenovalo, pa štirikolesnik, tako da bil sem skozi na tem, čim je bila šansa. Gobariš? Pa ne, rad grem tu pa tam. Ko sem bil mlad, sem res dosti hodil, ampak zdaj, ko imam obveznosti nogometne, pa če je šansa, grem, ampak ker je malo kdaj. Starši pa verjetno, dedek, babica pa hodijo Ja, po gobe, ja, normalno, to. to je običajno, Normalno, štajerskem sigurno. So pa lepi gobani, ne, tako da pa tudi ti izgledaš zelo vesel, tako da to je okej. Pust, Ja. klovn. Konica je ta navada, ne, Pa ja, da ste se maskirali smo se, normalno, ne. Kot mlad, vsako leto. Pa klovn je ena taka, ne, maska, ko... To vidimo tudi, da si plešeš rad. Pa tako, ja. Okej, To je rad. verjetno bilo, kaj sred... To je bilo za novo leto. Za novo mislim, leto, da- ja. No, mislim, ko se pleše, ne, sediš, ne, Ne, verjetno, te ne, plešeš. rad grem malo Rad greš, razmihati boke. To pa je... To zdaj sploh te ne upam vprašati, če si dober v skakanju v vreči, ker to so neke igre, nekaj, kaj se to Pa meni? to je bil Igre neki brez rojstni meja. dan. A rojstni dan? Ja, Ker zdaj, če boš slučajno rekel, da si v skakanju vreče res najboljša, pa prevagu bolj milec prišel, pa bo spet rekel, da nisi, ne, tako da... moram se Verjetno si zdržati, ja. dober. Dobro, to je to. V Vijoličnih novicah je na vrsti kulinarični kotiček. Vi bi prej si omenil tudi, da, bom rekel, prva tvoja posvaja v Gorico je tudi pomenila to, da si začel sam kuhati. Torej kuhaš. Res je, kuham, ja. Zelo rad pač, Zelo rad. ampak bolj te fit in to, kaj Aha. moramo mi Zdravo jesti, ja. hrano, ja. Ampak dobro, mamo si tudi verjetno gledal pri kuhanju. Ja, To, ja, sigurno. skozi. Tu je rad se ni pomagal, tako da. Zdaj me zanima, če ti poznaš eno značilno jed za slovenske konice, oziroma tam, odkoder prihajaš, od cvirkovka. Poznam, ja. Poznaš, ne? Znam, ja. Ti je znano. Ste delali kdaj doma? Babica mislim, da dela. Babica delala. Pa mislim, veš, kako izgleda to. Vem približno, ampak Testo ja. narediš, posipaš v cvirke, zmešane z sirom in jajci in daš Tak, pečico. ja. Imaš, si imel rad to? Ja, pojem. Poveš. Kljub Ne, temu se zdaj, pravi. da ni najbolj zdrava hrana, pa vseeno. Ne? Kaj Pa pa ja. si ti kuhaš zdaj, če smo malo bolj... Pa nič, ono normalno za športnike. Riž, piščanec, riba, kuskus. Kakšne morske sadeže, to imam rad. Tudi imaš rad. To pa je malo teže pol pripraviti, ne. Ampak gre. Kuha punca? Tudi? Pa kuhajo, ampak prevladuje, mislim, da jaz. Ti. Ja. Dobro, vsaka čas. Imam rad kuhanje, no, pač, Super. pa tudi pojem rad, ne. Super. Čas je za našo pantomimo. Jan Repas in Tine Čuk sta tokrat v glavnih vlogah. Si. Težka? Zavezano je. Med tekmoma zavezano. Golman. Kaj vežeš? Trak. Pobritje. Ok, naprej ima frizuro. Ok. Sikošek. Ja. Statujite. Ja, ja. Pa brke mogo, takole mogo narediti. Žino. Mika. Igralec. Jojo. Krona. Bravo. V rubriki Enkrat Viola, vedno Viola smo poklicali Aleksandra Rajčeviča. Rajče, zdravo, dober dan. Dober dan tudi vam, Kje si v Kopru? seveda. Kako je zdaj tvoja kariera? Zaključil si v prvi ligi in odšel v Italijo.
Tako je, ja, zaključil sem s profesionalno kariero, zdaj sem se lotil pač malo te, ko bi rekli po domače, amatersko kariero. Ni več treningov vsak dan, tako da po eni strani mi paše, no, leta se poznajo, tako da zaenkrat je super, no. Je super. Ja, Spremljaš Maribor? seveda. Maribor, Koper, to bo vedno. Pogrešaš mogoče priprave v Turčiji? Iskreno povedano zelo, ker smo zdaj imeli mi eno obdobje, ko je bila tukaj kar močna burja in sem nekako gledal preko storiev vas, ko uživate na soncu 19 stopinj in mi je bilo tako kar malo težko pri srcu. Dobro, mi se tudi večkrat spomnimo na tebe, nenazadnje smo te zato tudi poklicali. Kako je v Italiji? To se pravi, treningi niso vsak dan, kakšne so obveznosti? Pa 3-krat na teden imamo treninge, večinoma zvečer, zato ker večina soigralcev dela. In tako da imamo zvečer treninge, tekme so normalno ob nedeljah, mogoče kakšna izjema je ob sobotah, ampak večinoma zdaj smo že odigrali 3 tekme in smo igrali v nedeljo, tako da je tako bolj prilagojeno amaterjem, ne. Kakšni so rezultati? Pa zaenkrat imamo 2 izenačeni, 1 poraz, tako da nisem neki ekstra doprinesel obrambi, bom rekel še, ampak okej, guramo nekako, tako da upam, da bomo prišli čim prej na ta zmagovalno mentaliteto oziroma bolj pozitivne rezultate, no. Poznamo te zelo energičen, vedno razpoložen za smeh, za širjenje pozitivne energije. Kako si se zdaj navadil, da nimaš vsak dan teh aktivnosti, kot so trening in podobno? Pa dobro, na začetku mislim, da mogoče prvih 14 dni mi je bilo malo čudno, še zdaj se malo lovim, ker pač imam celo jutro čas, tako da si dam neke obveznosti zjutraj, da delam, ker če ne, kot si že povedal, imam viška energije, pa nekako jo moraš porabiti, no. Dobro, vedno, ko boš imel višek energije in ko boš imel čas, si dobrodošel v Ljudskem vrtu, to tako in tako sam veš. Najlepša hvala za ta pogovor, Rajče, spremljaj nas še naprej, enkrat Viola, vedno Viola in vso srečo v nadaljnji karieri. Seveda, kot si rekel, spremljal vas bom itak stalno, tako da lep pozdrav Belek, oziroma zdaj se itak počasi že vračate, tako da upam, no, da bom imel čas, da pridem pogledati eno tekmo v Ljudski vrt malo v drugačni vlogi in da preizkusim ta vaš super VIP. Hvala, Rajče. Hvala vam, hvala. In še dolžni smo nagradno vprašanje za 6 stopnic za derbi v Ljudskem vrtu. Tokrat se glasi, kolikokrat je bil igralec NK Maribora najboljši strelec prve lige? Vse odgovore na našo Facebook stran, kjer bomo tudi izžrebali nagrajenca. Vipi, jaz ti želim, da enkrat, ko bomo to vprašanje vprašali še čez leta, da boš tudi ti med njimi, ne? Ja, upam. Predvsem- Bomo vse naredili, da bo tako. Boš, to sem prepričan, da boš vse naredil. Želim pa ti seveda do konca uspešne priprave, brez poškodb in začetek pomladi tak, ko si končal jesen. Ja, Hvala za obisk. Najlepša hvala. Se vidimo.